Lepo pozdravljeni. Smo učenci osnovne šole Marije Vere in ob minulem materinskem prazniku smo se spomnili tudi na vas, dragi prijatelji in prijateljice. Ker vemo, da ste številne danes tukaj zbrane tudi babice, ta koncert posvečamo prav vam. Ker nas vedno razvajate, nas imate radi tudi, če ušpičimo kakšno neumnost. Želimo, da ta popoldan uživate in se veselite z nami. Otroški pevski zbor in solistka Marjana Pančur nam bosta zapela pesem o kužku, ki je hodil k sosedi v vas.
Jirca Šarc in Lana Razdevšek sta peli, da nista važni. Pa bi lahko bili, kaj ne, ko pa tako lepo pojeta. Važna ali pa ponosna nase je lahko tudi Maja Sterle, ki nam bo prebrala pesem, ki jo je napisala sama. In Maja je ponosna na naš lep Kamnik. Maja, izvoli. Kamnik. Sem deklica Maja, prihajam iz kraja, ki se mu Kamnik reče, skozi pa Bistrica teče. Pridi na dneve narodnih noš, tam vse sorte videl boš, ali pa obišči mali grad, da najdeš Veronikin zaklad. Kamnik lepo mesto je, tu marsikaj dogaja se. Vesela sem, da tu živim, nikoli se ne odselim. Kar pomeni, da ste bile oziroma ste še tudi mame. Pa veste, kako raste mama? To pa vam bo povedal Matic. Tone Pavček, kako raste mama. Najprej je sama tema, najprej je velik nič, potle je majcena deklica in iz nje ljubek deklič. Iz njega mamica zraste, a raste dolgo in mnogo let, potem pa je to kar naenkrat in jaz pridem na svet. Iz mamice zraste mama, Bog ve kdaj, kar nekega dne, ko še sama ne ve, da ji pada prvi sneg na lase. Ko jaz odrastem, raste mama počasi nazaj, dokler babica ne postane in pride z vnuki v raj.
nam je pela, da bo jokala. Pa saj ne bo. Vem, da sta jokala njen dedi in babi, ko sta jo slišala prvič peti to pesem. Ampak danes ni časa za žalost. Danes je srečen dan. To je prepričan tudi Tadej Zurman. Doboží nihče od
drage babice in dedki in vsi, ki ste današnje popoldne preživeli z nami. Želimo, da vam današnji dan še dolgo ostane v lepem spominu. Preden pa se resnično poslovimo, bi vam radi nekaj podarili. Prosim, če se mi na odru pridruži predstavnik doma, gospod Nace Horvat. Gospod Nace, v imenu naše šole, osnovne šole Marije Vere, vam podarjamo naš CD s pesmijo V nov dan, ki smo ga posneli učenci in učitelji naše šole, šolsko glasilo, ki so ga ustvarili naši mladi novinarji, in knjigo o igralki, po kateri nosi ime naša šola. Uživajte ob glasbi in zanimivem branju. Smo tukaj in vseh tistih, kateri ni med nami tukaj, ker ne morejo, se šoli in učencem najlepše zahvaljuje. V spomin nam bo drag spomin na te dni, ki smo jih z učenci tukaj preživeli. Upam, da nam bodo spomin teh nam mladih, na katerih lahko rečemo, da svet stoji, še dolgo, dolgo v spomin. Hvala lepa. Za konec pa še nekaj narodnih viš. Skočili bomo v dolino z Mihom in Nejcem Vrhovnikom. Za njima pa bo svoj meh raztegnila še Neža Ambrož. Ponosni smo, da smo lahko popoldne preživeli v vaši družbi in obljubljamo, da se bomo spet videli.
Ivan. Tako, zdaj smo mi tole pokvačkali s temi darili. Gospoda Ignaca bom prosila, da se še enkrat lepo zahvali in potem prosim vse učitelje in učiteljice, ki ste pomagali pri izvedbi tega programa in seveda lepo pozdravljam tudi gospo ravnateljico Osnovne šole Marije Vere, ki je danes tudi z nami. Če malo ostanete, da vas zdaj vsi vidijo. En aplavz, prosim. Hvala lepa. Smo veseli, da ste nas obiskali, a ne, gospod Ignac, zdaj pa vi kar do konca povedali. Še enkrat najlepša hvala osnovni šoli za ves njihov trud, da so nam ta dan polepšali. Iskrena hvala gospe ravnateljici in vsem učiteljem in učiteljicam, kakor tudi učencem od najmanjšega do največjega, da so ta program tako lepo speljali. Veseli nas vse, saj jaz upam, tako kot mene, tudi vas ostale, ki ste tukaj navzoči, da ta dan, ta popoldan, ki je tukaj, čeprav je zunaj sončno, lepo svetlo in nas vabi ven, ne žalujemo za to, kar smo danes tukaj doživeli. Jaz bi prosil učiteljski zbor, če se mi pridruži, da mu izročim ta darila. Prosim lepo za vse skupaj. Po imenu ne vem, bom pa pač klical. Naj omenim samo to je delo naših pridnih delov, ki se služijo s tem, da nam sama sebi krajšajo čas, nam vsem pa, potem ostalim, ki to sprejmejo, je en lep spomin. Še naslednjega učitelja, pa učiteljico. Imam še, pa ne vem, gospod ravnateljico bi prosil. Da bo pa v vaši šoli res red in disciplina, pa bi vam podaril nekaj takega, kar vam bo koristilo za spodbudo. No, to mislim. Ja, je še kdo od vaših? Gospa Veronika. Ja, kje pa je? Ja, se je pa skrila. Nekje je. Tudi vam izročam. In če slučajno ne bo kdo pride, veste, zakaj se uporablja. Hvala lepa. Nam je bilo posebno čast, da smo lahko prišli sem. Meni je v ponos, da sem ravnateljica tako uspešnemu kolektivu in tako talentiranim učencem, ki z veseljem grejo in pokažejo tudi drugod, kako znajo lepo peti, kako znajo lepo igrati na inštrument in se seveda v tej smeri tudi vsak dan učijo, delajo vaje in jaz mislim, da jim je največja nagrada to, da lahko nekam pridejo, da drugim ljudem polepšajo dan in potem tisti aplavz je najbrž spodbuda za naprej, da bodo še z veseljem peli. Mi se zavedamo, da brez vas ne bi bilo nas. Slej ko prej bo prišel dan, ko bomo zamenjali vloge in bomo mi prišli tukaj in mi želimo, da bi vaši dnevi na jesen bili lepi, spodbudni in da ne bi nikoli pozabili, da okoli vas je veliko ljudi, ki vsak dan pomislimo na vas in se vas z veseljem se bomo udeležili še kakšne prireditve, če nas boste povabili. Hvala lepa. Hvala lepa, gospe ravnateljica, za njene spodbudne besede. Mi smo veseli, povabili jih bomo, če so oni pripravljeni, bomo mi zelo veseli. Da pa ne bi pozabil, najprej se pa tudi lepo zahvaljujem muzikantom, vsem nastopajočim, vsem recitatorjem, vsem solopevcem, bodite srečni, da ste mladi, da ste zdravi. Eno vprašanje pa bo imel za vas vse skupaj. A ste slišali najnovejšo novico? Jaz tudi ne. Jaz tudi ne.
Torej vsem še enkrat lepa hvala za vaš obisk, vam za nastop. Zdaj pa stanovalci boste počasi odšli v sobe, vas nastopajoči pa vabim, da še malo počakate. Bomo pripeljali vozičke s sokom pa pecivom, da bomo tole vaše delo še malo nagradili. Hvala lepa.